The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek. Danes bo šla s Petro na začetku najprej malo čez Vuelto, pol mene zanima še neko vprašanje, ki v bistvu bolj glede strank. Pol pa v bistvu čez dogodek, v bistvu se bo kar tukaj pogovarjala, kar bi jo jaz v bistvu mogel vprašati že kar nekaj cajta prej, tako da je to. Tisti, ki še ne veste oziroma ste zdaj zasledili kanal, ful vas je, ki niste subscribani, še več vas je, ki ne stisnete unga lajka spodaj, zdaj moram še jaz začeti težiti, ker ba je, da algoritem tako pač dela in bi vas prosil, stisnite subscribe gumb, pa stisnite. V bistvu za subscribe mislim, da vas je enih 75%, ki vsakič gledate video, pa niste subscribani. Tako da, hvala vam za to. Imamo zdaj še giveaway. Vsi, ki nabavite nekaj na naši spletni strani, ki stane več kot 25 €, pridete v giveaway za tele obroče, klele zadnji, ne vem, če se jih vidi, v vrednosti 1800 €, tako da to bomo podarili v soboto. Tisti, ki ste že več računov v zadnjem mesecu naredili, boste šli pač večkrat v giveaway in to je to. Grejo najprej na Vuelto. Giveaway je nagradna igra drugače. Ja, nagradna igra. Ej, danes sem delal, glih zdajle, pa še nekaj, jaz se že naprej upravičujem za žetove tele noge, ker ni šans, da bi me kaj obogu, zdaj ima še kosmate, še bolj grozno. Jaz ga moram tudi to gledati, tako da, tako pač je. Ej, se ne bo videl, veš? Je glih tako so skriti, mogoče tale se malo vidi. Pa upam. Ja. Upam, da ne vidite teh nog. Grejo najprej na Vuelto. Kaj se pogovarjate, kakšen imaš ti kaj mnenje, kaj misliš, da se bo zgodilo zdaj do konca? Zdaj sam veš, da pri nas je kar zanimiv, ko pridejo gledati ljudje, večinoma so isti, vsake si še kakšen nov najde, malo tudi če kakšen tujc pride kaj pogledati. Tako da komentarji so razni. Imamo tudi zelo dobre, skoraj strokovne komentarje, Boco nam kar dobre stvari argumentira, ki jih mi mogoče ne vemo. Boris Premožič, bivši profi. Tako, od njega dobimo res take pol dobre informacije, ki jih mogoče mi prej sami ne vemo, zakaj tako je, pa se čudimo, pa potem naslednji dan on to vse utemeli, zakaj tako je. Še nekaj moram nujno povedati. Zdajle sem pošiljal tudi maile raznim klubom, društvom, s katerimi v bistvu sodelujemo za posebne ponudbe naših artiklov, če ste v kakšnem društvu. Ni nujno, da je kolesarski, ampak da vas je tudi neki pač, ki se voz kolesi. Mi pišite, prosim, lahko na approvedcycling.com ali pa hello@approvedcycling.com dobite na naši spletni strani. Pa vam bomo poslali neko ponudbo, ki je zelo zanimiva, v bistvu za vse zdajle klube, da ste pol malo bolj poenoteni, da lepo zgledate, pa cenovno je res, mislim, da je orang dobra ponudba, tako da upam, da se vas kaj najde. Greš naprej. Da dam v stas. Vse, kar si hitro spomniš, ta brainstorming ti dela. Veš kaj, ful je nekih stvari, ki se zdaj dogajajo zadnji mesec, sploh kar se tiče teh akcij, in je sploh ne, mogel bi si jih nekam na listek napisati, pa imel, ker je ful enih stvari. Se prav, se to zdaj le pridem. Skratka, Boco pove polhen stvari, ki jih vi mogoče ne mislite. Tako, in v glavnem, tako da nič, kar se tiče, kaj se bo dogajalo, jaz na to Vuelto nimam pojma, ker glede na to, kaj se dogaja na tej Vuelti v teh 10-11 etapah, mislim, da ni tukaj človeka, ki bi lahko napovedal, kaj se bo klele zgodil. Tudi glede na te težavnost etap, ki prihajajo, tako da mislim, da je to čist nemogoče. Lahko bi si skoraj upala trditi glede na včerajšnjo situacijo, pa tudi prej, pa glede na to, da Connorja spremljam v tem smislu tudi z Netflixove oddaje, ker je bila v turu, kjer se je pokazal za zelo živčnega človeka, kjer zelo hitro obupa. Mislim, da ga je to včeraj fajn tako psihično dotovkal. Tisti, ki ste gledali oddajo, verjetno na Netflixu vejo, kaj mislim.
Tako da mislim, da če kaj lahko bi trdila, da O'Connor ne bo dobil rdeče majice na koncu. No. To je edina stvar, ki jo lahko rečem. Primož kaže pač ta napredek iz etape v etape, edini je v bistvu, ki zdrži, ima sicer zaritjo masa. Če bo to zdržal do konca, mogoče mu celo rata, je pa škoda, da se mora toliko matrati, glede na tisto peto, kjer je etapo, kjer se je vse pač zgodil, kjer je O'Connor dobil rdečo majico, bi zdaj kaže, kakor Primož kaže formo, se mu vse toliko matrati mogoče ne bi bilo treba na teh etapah, ki se zdaj dogajajo. Tako da mislim, da je ful dobro zagledati, no? Je pa zelo napet. Ja. Zdaj se kaže, da v bistvu za skupno zmago so te 4. Se pravi, Mas, oziroma ne, si jih je pol, mislim, meni je zanimiv Landa, ki se pač vsakič vrne, včeraj je isto ujel, še v klanc gor, tako da Landa gre nek svoj ritem, pol je Mas, ki bo zdaj v teh naslednjih, ki so daljši klanci, bo zelo zanimiv. Jaz mislim, da danes ne bo prav neki, čeprav je zadnji vzpon zelo dolg, ampak je tak enakomeren, sam je tam 4%, na koncu dvigne na enih 6-7, tako da če bo glavni prišel v cilj, sploh če bo za skupno zmago, mislim, če bo za zmago etape, ne, pol bo po moje Primož jih pač vse v šprintu, ker težko verjamem, da bo kdo sploh zraven. Tako da, ampak jutri je pa že, pa pol nedeljska je pa pač. No, se pravim, da mogoče tudi danes vprašanje, glede na to, da so včeraj, bomo videli. No, tudi danes se zna zgodi, da bojo koga pustili naprej, spet kakšnega nezanimivega, pa bojo na koncu, pa bo Primož spet samo ene par sekund odščipnil, ali pa neki 10 sekund odščipnil, tako da to je zdaj spet tako težko, se pravim, da je zelo, jaz tudi ne vem, a se to ekipa sproti odloči, ali naredijo, verjetno plan naredijo že vnaprej, kakšna bo etapa, to vem, sam pol se pa tudi sproti stvari spreminjajo, ne? Zdaj odvisen, kdo skoči, kdo gre naprej, če bojo šli v beg, spet kakšna ekipca, skupina nezanimivih kolesarjev, mislim, da jih danes znajo tudi pustiti pol. Pa glede na ta vzpon, končni vprašanje, če jih bojo pol spet ujeli od zadnje. Ne, mislim, kukor res poslušam te tuje podcaste po etapi, so kar enotni si, da je večja verjetnost, da bo breakaway spet, pa da bojo pač te zadje, ne, se pravi glavni favoriti. Mislim, no, ker jih jutri čaka pol težka, ne, pa da bi se zdaj danes kurili za to, da bodo, se pravi, čisto odvisen je, kdo bo šel v ta pobeg, ne, a bo to zdaj, če jasno, jaz mislim, da se ne bojo več dovolili, da gre v pobeg nekdo, ki se lahko spet umeša v generalno razvrstitev na koncu, ne, tako da. Mislim, saj od teh ta glavnih, Jejc je zdaj toliko blizu, ne verjamem, da bi ga spustili, pa kakšnega Karapaza tudi ne. Pa vsi ostali, ki pa so pismo, ne vem, kdo bi bil, tudi če bi zdaj bil, ne vem, spet, ne vem, 4 minute spredi, ne, rečemo, da dobijo full, da bi dobil 15 minut zdaj na etapi, kar je skoraj nemogoče. Ja, na tej danes ne. Mislim, sploh ne vidim, kdo bi lahko bil, ker tudi Mas, pol za skupno zmago Mas mora priti, po moje, ta vikend, mora biti že pred Primožom, da ima po moje kaj šans za skupno, same pa tudi tako klečete en dan odreže, to meni je. Zato ne rabi biti pred Primožem, ne, dovolj je sam, da mu je čist zraven, ne, in potem tako, en dan je dovolj. Ker predzadnja etapa, ne, tam je po moje se lahko, po moje se lahko pomeša. Vse, pa še če bo spet kakšna vročina, še kaj žgal, zdaj ne vem. Načeloma ne, ta zadnji teden ne bi bil, sicer ne vem, zdaj se spet preselijo pol. Ja, mislim, kaj dol grejo nazaj proti Madridu, nekam. Mislim, da je ta zadnja spet malo bolj dol, v notranjost. Ja. Ampak sej pravim, ta zadnja, mislim, predzadnja je v bistvu lahko še marsikakšne štrenje premešajo. Tako da ta Vuelta je, meni je zanimivo gledati, koliko je vsak dan se to dogaja. Bolj je napeta v primerjavi s turom, kar se tiče dnevnih premikov pa sprememb. Jasno, tam smo imeli mi pač Pogačarja, ki smo bili euforični, a ne? Tukaj imamo Primoža, ki se ves čas malo bojimo in mogoče smo tako, ko gledamo, smo mi tukaj veliko bolj napeti, pa veliko bolj je cel čas, ko nekaj res čakamo, kaj bo, kaj ne bo, kaj vse zgodilo, ne, in pa ko Primož napade, valjda se deramo, meni se zdi, da še bolj, ko smo se pri Pogačarju, tako da res, kada nas bo slišal pač, ne. Ne, tako se mi zdi, da ga, ne vem, prav zanima me zdaj, kako bo na teh daljših vzponih, kad do zdaj se je pokazalo,
pokazali, da mu mogoče bolj ležijo te krajši, ki pritisne in pol nekako zdrži ta njegov tempo proba do vrha, ne, se pravi krajši pa bolj težki. Zdaj, ko bojo pa te daljši vzponi, ki na turu je bilo tako, da glihka se je, saj po moje, glihka se je nekako v to njegovo formo, ki je padel noter, saj meni je deloval boljši, so se pač oni padci zgodili. In ne vem, kle upam, da bo brez padcev, pa da bo sam še v boljšo formo. Ja, jaz mislim, da bo no tako. Jaz verjamem v to vedno. Jaz vedno verjamem do konca, tako da jaz mislim, ima pač šanse, ampak ja, ne bo pa tako lahko. Ja. Ne vem, zdaj sem imel že kar neki v zadnjem mesecu, ne vem, zaradi teh akcij in vsega, smo imeli kar neki strank. Se mi zdi, da tako v veliki večini kar zaupajo, pa so pa kakšni, ki pa pač, kada bi ti rekel, vzamejo 2 številke preveliko majico, isto je s hlačami, pa tako pa jim rečeš, da to ni v redu, pa še kar oni, ne, v tem se boljš počutim. Pa me sam zanima, ti, ki greš v trgovino, kaj je tista stvar, da dobiš zaupanje pri prodajalcu? Kako, sploh mogoče v kolesarskih štacunah, kje vidiš, da ne vem? Ja, meni je valjda, da zelo veliko mi pomeni, zdaj, če smo pa kolesarski, ali pa tudi če kaj drugega, ne, ali šport, ali pa kakšna druga zadeva, kjer si, če mi reče prodajalec, da je sam tudi uporabnik, ne, oziroma da ga vidiš, da je on tudi sam, ne, ali kolesar, ali zdaj, če bi šla, ne vem, kupovati za fitness, pa vidiš, da je tam prodaja res ena punca, ki vidiš, da ve, zakaj se gre v fitnessu, ali pa zdaj, ne vem, če šla avtodele kupovati, pa da bi videla, da je res majster tam, ki veš, da ve, kva prodaja, ne da ima enega študenta. To je ena sigurno od stvari, da si sam uporabnik takih proizvodov, oziroma da se s tisto stvarjo tudi ti ukvarjaš, da ti da neko zaupanje. To je ena od stvari. Jaz tudi, kadar koga prepričujem, ga vedno prepričujem v to, da jaz tudi tako nosim, jaz tudi tako uporabljam, meni je to ful dobro, ali pa ne vem, moj partner isto. Ne. Nekako, ampak to se ti tukaj lahko greš, ker imaš dosti tako butično. Ne. Zdaj, mogoče v eni trgovini je to spet veliki, je to drugače tam enega prepričvati, kako pa kaj ne. Je pa res, da eni pač enega ne boš nikoli prepričal, ne. Bo imel, tako mu moraš mogoče res mislim, da pa res 2 številke prevelike vzamemo, pa pač poveš, da sej samo obrazložite treba, kaj bo posledica tega in mogoče pol sam, ne, kad do tega, kad vidi, da je to posledica, bo pa mogoče naslednjič prišel sem spet, ker bo vedel, da si mu pravilno povedal. Ne. Pač ne moreš človeka prepričati, lahko mu pa poveš, kaj se zgodi, se pravi, če boš imel prevelike hlače, ti bojo lezle dol, ne vem, te bojo žulle, ne bo se dobro počutil na ramnice, ne vem, kakorkoli. Isto pri dresih. Jaz tudi, ko imam te naše drese, sem tudi vidim že po človeka malo po načinu vsega kolesarjenja, pa to in če vidim, da je malo bolj navajen, da ima res nos. Imeli smo fanta, eden je bil primer letos, ki je bil res ohlapen dres, pravno ohlapen dres, 3 številke prevelik. In zdaj on naš dres kupuje, pač, ko smo imeli velo. In sem pač šla do tega, da je pač vzel vse eno številko manjš, kar je on hotel. Jaz bi mu recimo še eno manjš dala, ne. Ampak sem mu pol pač dokazala in pokazala in tudi zdaj, ko nos je ful zadovoljena. Ne. Pač nekako en kompromis probaš pol skleniti iz stranko, če je pripravljena. Ampak imaš pa take, ki pa ne, nikoli. Pač bo pa v prevelikih hlačah, po prevelikem dresu. Ja, se to je meni kdaj mi tako, kar sploh, ko kupaš dobro robo, pa da napačne velikosti mene kar malo srce zaboli. Ja, škoda je, ne. Zdaj mogoče pri dresu še ni, v zgornjem delu še ni to tak problem, če imaš kakšno številko večji, pač razen pri izgledu, ampak kaj je problem, kad daš v žepe zadnji, ne? A veš, in če žepi niso lepo prijeti. Čeprav, dobro, te tvoji dresi imajo žepe res tako v redu narejene, da ne bodo dol potegnili, tudi če imaš številko prevelik dres. Lahko, ne vem, ven padajo, kvaj, ne vem, jaz se kar bojim, veš, daš ti kakšne ključe, telefon zadnji, v neko lukno, pa kvaj ne vem, vse ljudje take drese toliko prevelike vozijo, pa jim očitno nič ven napada, ker pa bi že imeli ta problem. Mogoče resno, sam ne vem. Se pravi, mogoče pri dresu še ni to, kakor je pa pri hlačah lahko, ne. Pri hlačah je pa res, da imaš pa prevelike hlače, si pa res nisi naredil nič pametnega, no. To je pa res naumno, pa ja, da daš še za hlače, ne vem, 150 € za prevelike hlače, si pa res mimo seku, no. In potem res lahko reče tak, se mene pa čisto vse en, kjer je hlače imam. A imam une za 50 ali za 150? Ja, valjda, ker imaš oboje prevelike.
Se pa je pa res vse, kjer imaš. Ja. Tisti, ki ste v zadnjem mesecu že kaj nabavili, lahko greste še na Google pa napišete en fajn review. Zdaj pozitiven, negativen, na to nimam vpliva, ampak sam, da jih bomo imeli čim več. To so me tudi naši upozorili, da naj probam zaradi tega, ker predvsem pol iz tujine kar dosti gledajo te reviewje, pa če jih je sam 5 in pol mogoče nismo tako zanimivi, kakor če jih bo enkrat 200, 300. Tako da jaz bom vsem hvaležen, v Google upišete pa napišete review in ja, to je to. Greva zdaj pa naprej še na event. Ja, to soboto bomo imeli kar lušten po moje klele pri nas, no. Vreme zgleda, da bo. Ja. Tako da mislim, da bo kar fajn. Noben mu žal po moje, če bo prišel nas jaz malo pogledat. Jaz dobim danes še zračence. Le, če ne boš imel pa malo ne, vse kakšno bo zračen, samo že še najdel. No. Ja, jaz bi imel rad te lahke noter, zato ker se bajk se, po moje, se malo drugače pele. Sej ne bi danes dostavili, no. Včeraj so mi rekli, da bo končno prišlo po 10 dneh na carini, kukor sem se skozi pritoževal nad DHL-om, ne. Pol ugotoviš, da je DHL skorda ne še ta najboljša opcija. Ok, s FedExom je bilo tudi še v redu, vse ostalo, kar sem pa imel iz tujine, se pa kar zavleče in ja, pa najbolj, da se držiš enega, če se da. Ja, sam je tlej bila pa v ceni, je bila tista razlika, je bilo kar cnej časov. Ja, sej pa so druge stvari. Ja, sej. Skratka, da mi povej, pri Julčiju pica, ja. Koliko je una ta velika, koliko to košta? Ja, veš, da ne vem zdaj, mislim, da je okoli 75 €. Ok, pa ena je za koliko ljudi? Tam oni imajo, mislim, za 10, to imamo mi ponovati za 15 vsaj. Okay. Ja, dej, pa bo po moje prvi bo častil še ene 2 pice, pol po rundi, ka bo. No, čak, to je sobota, ja, to mi moraš kar malo, morava se prej zmeniti, no. No, se zdaj menila. Ja, ne, morava res vedeti, ja. Sem izdali. Ker moram to pa že najbolj, da mogoče složi jutr, se naroči ali pa v soboto zjutri, no. Tako da... Dej, dve pice, ja, da bomo imeli, da polka pridemo po rundi, se pravi, to bo v bene 6:30, 15 do 7. Ja, se naroči, pa oni pripeljajo samo v uri, tako da... Točno tako, da pripeljajo, tako da evo, da note šli lačni domov, bo še to. Po rundi, se pravi, 5 gremo na kolo. Jaz bom prej, pa pol bom še malo po sliku. Tako da pa tisti, ki boste testirali kolo, če imate kakšno željo, jaz bi vam bil ful hvaležen, da vas lahko mogoče sam posnamem, da poveste, kakšen se vam zdi kolo. Ja, tako da bojo pač tudi vsi ostali, ki so na YouTubeu vedeli, bom pol pač te klipe bom logično zmontiral, pa bomo dali na YouTube. Tako da ja, evo, vsi, če bo kdo, se kar sami javite, jaz vas rade vole vas posnamem, zato da imam čim več mnenj o kolesu, pa tudi predvsem boste povedali, kaj vi trenutno voste, pol bomo šli pa pač na ta kolo, ki ga testirate. Tako da to meni, ne vem, se mi zdi, da je to kar dober. Dober je za primerjavo, pa za druge ljudi tudi pola, ne. Ja. Mislim, da je to kar dobra ideja. Ja, ker zdajle so kolesa, mislim, da medium je že zaseden čez vse, small, zdajle še zadnji termin, 3:30 je še frej. Kar se tiče Elves kolesa, Vanjar je, mislim, da ta zadnji termin, pa predzadnji termin je zaseden, vse ostalo je pa še frej, tako da fanta prideta, isto bodo tukaj že pred 9, tisti, ki hočete testirati kolesa, se pravi Elves, pa imela bo ta gor zmontirane obroče, po vsej verjetnosti se da tudi samo obroče zamena, date na svoj kolo gor, pa pač lahko primerjate, tako da čim prej se javite, zato da bomo pač te termine res narejene in da boste lahko brez problema sprobali. Koliko imaš na uro ali kaj? Je, veš kaj, mislim, da se začnejo 9:30, pol je pa na uro pa pol gre pač nova runda. 11, se pravi pa... Ja, mislim, da je 5 rund. Kaj pa traso dol? Trasa gre pa, se pravi, kontra od Velobar runde, se pravi, od Velo runde gremo, se pravi, do Matene, pa pol do Škofalce po Ižanki je pač ista, samo da se gre pol nazaj po Dolenki in ko pridejo v Lavrco, grejo desno na Orle.
pol pa dol iz Orel, pa spet Dolenka, pa zadnji po Jurčkovi Po nazaj. isti dol iz Orel pač. Tako da se Ne, kontra. Se pravi, tako da pride v Rudnik direkt dol. Aha, dobro, na uno stran. Pač Ja. Uno pač skozi zak, ja. Ne na uno stran od Ne, Mizovika, ampak sem. uno bi bilo predolgo. Ne, se pravi, da se malo v klanc To lahko sem tako jaz, razproba. sam na spustu je pa tam spust mi pa tok ni všeč, cesta ni v redu, svetloba glih prhaja noter in se ne vidi dobro vseh razpok, pa še pesek je na cest. Tako da vsi, ki boste testirali, se vam bomo tudi povedali, ne pretiravati dol, bo itak žiga spredi, tako da bo on pač vodil vas pa kle po ravnini in v klanc gor boste šli lahko čist svoj ritem, se pravi se vas bo spustil in boste lahko pač šli naprej, tako da je to. Ne, še se mogoče, no videla. Pasal. Valjda se greš lahko. lahko Sem počutila pomot. tole. In mislim, sej žiga boš vsako, pa bo naredil glih dobrih 150 km bo imel pol No, dan. se pravi, da ima malo treninga. Ja, se on more potrenirati. No, Tako se da, bomo še pol runda, tako da bomo itak. ja, se more priti malo zmatran pol še na zadnjih. Da, tako, on bo 200 naredil v bistvu. Najbolj, da njemu še kle makarone vmes kuhamo že. Ja, Za vsako furo. Po mojem kartele bombone bom imel pripravljene na fili se, nove bidone, kot pitstop. Najboljš, da mu res kle nabava še ne paškatelj gumijastih bombonov. Ja. Ja, si sem mu rekel, da mu bom dal še, da bo opremljeno naš komplet, pa čelada, očala, tako da to bo dubu, ko pomaga. Da se Tako da, pride. Ja. No, Tako da, če evo- mene pa najbolj v bistvu tudi zelo zanimiv, da bi ljudje tudi prišli na tale predavanja, ki so, a ne, od Human Performance. Glih to v bistvu skozi mene zelo veliko sprašujete, kako pa kaj mi je ratal pač ta preobrazba letos in evo, zdaj ste v bistvu imeli možnost slišati en velik del tega, kako je meni to ratal, se pravi od februarja do zdaj, zgubi dobrih 15 kil, pa za skoraj 40% dvigan FTP, tako da mogoče se tisti, ki kolesarite, pa imate voljo do kolesarjenja veliko, se vam to splača priti poslušati. No. Nič ne bo, navste slišali nič naumnega. Tako da mislim, da to je zelo dobro. Dve predavanji o prehrani, dve predavanji o se pravi treningih in to je vse brezplačno, kar mislim, da si resno, da je to res ena lepa stvar, ki vam Approved bo lahko klele ponudil v sodelovanju s Human Performance. Tako da to bi se res plačalo. Ja, tukaj glih zaradi tega, v bistvu, ko sva se s Simonom takrat pogovarjala, mi je on rekel, da bi naredila najprej test, pa sem jaz tako pismo, jaz ne vem, koliko sem prvoli, pa plus še nimam, ne vem, koliko bom imel cajta, ne. In pa sem pač te rekel, ti si bila itak takoj za, polhan entuzijazma, sva šla tja, sva še 2 vloga posnela. In se res dobro vidi, takrat, ko se držiš, to, kar ti pač trenerji rečejo, ne, plus še to, da je vse nekako smiselno in je malo drugače in rezultati so hitro vidni. Tako. In sploh, ko imaš trenerja, se mi zdi, da je najbolj pomemben je to, da nimaš nekih unih svojih zadržkov v glavi, ja ne, to bi moglo biti tako, ker je, kva je se in kdo na YouTubeu mi nekaj rekel, ampak da greš tja, ok, tisto rekel, pum, se prepustiš in je to pač. Pa to je definitivno za ljudi, ki radi treniramo, pa ki imamo radi disciplino. Ne. Jaz sem itak trenirala, moji prvi treningi v športu so se začeli pri 4 letih z gimnastiko in vedno sem bila rada trenirana. Se pravi, nikoli nisem imela problemov s treningi, tako kot so imeli moji vrstniki, ki je bil problem, ne, trening, problem je bilo teč 2 uri, pa tudi pri košarki smo trenirali košarko, potem kasneje jasno, problem je bil teč, problem je bil po štengah laufati, problem je bil medicinko 1 uro ali pa 45 minut nabijati v steno na fitness jeta, ne. To je bil marsikeri problem in tudi potem so marsikere nehale zaradi tega trenirati. Mene pa to bil vedno ful dobro, ni mi bil sam igra, ne. Se pravi, ni bil vse sam, da bomo igrali, da bomo zmagali, ampak da je tudi to trening in da si pripravljen. Isto je pri kolesu. Ne. Tukaj še toliko bolj, ker dejansko jaz dirkam niti glih neki ne, ne. Pač letos je bila ta Franja, pa zdaj imam ta letap, to je tisto res, kar sem si nekje letos edine 2 dirke zadala. Ampak v bistvu to delam zaradi sebe, zato ker vidiš res ta napredek, pa mislim, da pri mojih letih tudi ženska itak mora nekaj dati nase, če hoče
ohraniti in kondicijo in videz. Ne moreš biti 40 plus pa zgledati nekako ženska, kot moški, mogoče pa to še malo bolj pa po 50. No. Ko so to definitivno lušteno. Pa imam še full fore, tako da se še ne rabim tako hecati. Ja, veš kaj, zdaj si pravi, ti pa spet odvisen, ti imaš pa tudi ene ambicije, pa tudi ene želje, mogoče bi se ti splačalo, no. Sej tudi cajt v končni fazi, in če se ne boš posvetil kakšnim drugim stvarem, no. Mogoče kaj pa je stvar. Ne, bomo videli, ja. Letos tam do novembra sem si zadal, da se odločam, začnem trenirati, če bom treniral, bo itak vse na YouTubeu, ko bi šel rad ta postopek tako pač komplet čez z vsemi ostalimi, da vidijo točno, kako traja. Ampak ja, sam za naslednje let je trenuten imam en projekt, ki bi ga rad v sklopu Approveda zapeljal, pa bom videl, kako gre sploh zraven pol še tega, da bi se neki pripravljal. Če imaš ful, ampak šlo bi pa fenomenalno oboje, če bi oboje lahko zapeljal, bi bilo top. Ja, no, sej pravim. Sam pa veš, koliko cajta rabiš. Veliko. Ja. Čakaj, ok. Dogodek, se pravi, kar se tiče Human Performance Centra, oni podarjajo tudi še pri nagradni igri zraven še nek tak lušten paket. Zdaj imam telefona tukaj, da bi vam prebral, ampak naredi se vse te meritve, ki so potrebne, da imate da si lahko pripravite pač trening, tako da to boste imeli brezplačno, ne vem, koliko je cena paketa, ampak po moje je 200 plus, tako da to je v bistvu še bo v nagradni igri, tako da vsi, ki sodelujete, boste pač isto noter še za to nagrado. To se vam pa splača. Nagradno igro se bo izvedel, zdaj še ne vem, bo v 5, tik preden bomo štartali na rundo, ali se bo pa polka prijemo nazaj. Čisto zaradi tega, ker ne vem, če bo v 5 dost časa, glede na to, da bojo oni pršali iz runde, čem še smo koga kaj posnet, je vprašanje, koliko bo časa. No. Tako da se zna zgodi, da polka prijemo nazaj, ko bo pica, pa bomo pol še žrebali. Pomagala, bova naredila. Boš ti žrebala, pa enega. Pa žrebati bomo dali enega drugega, če ne bo tako rekla, da je kakšna kuhna. Bože, en žrebo, ampak bomo enega zbrali od vas, ko te pršal, pa bo žrebo. Jaz pa lahko rečem edin to, da Kukar je, vstop v to nagradno igro, res so dobre nagrade za vne, ki ste kolesari in zelo lahek enostaven je vstop v to nagradno igro, se pravi, kupite nekaj nad 25 €, zdaj imam že toliko znižane stvari, da boste z lahkoto nekaj kupili malo čez 25 € in ste pa, se pravi, dobili boste en dober proizvod, ki je ugodna cena. Recimo jaz skozi podarjam, čelada je fenomenalna, res dobra čelada in zraven pač ta očala, ki pašejo, to je zdaj le taka cena, imate komplet in da res se vam splača ali pa magar samo, ne vem, casual očala vzeti, a so 25, koliko so? Mislim, so 29. No evo, casual očala, cherries, ful huda očala za fante in za punce, moške, ženske, res lušna očala in se vam splača neki. Poste pa noter, se pravi, Human Performance, ful dobra nagrada, obroči karbonski za 1800 € vrednosti. Ja. Mislim, da se vam splača neki. No. Mislim, zdaj je itak takega akcije, ki so zdaj s prvim se zaključijo, tako da upam, da se vas še nekaj najde, da boste kaj lepega najdel zase, pa kle se ne gre v bistvu. Mislim, meni je ful zanimiv, ker je res orang dobra roba, kaj jaz sem šel že parkrat tako, ko grem po štacunah, ne, pa vsi pravijo tako, pa ja, pa majica meni ni vreden dati za majico pač velik ali pa več denarja, ne. Ja. Pismo, jaz, ko pridem, pa je tam do 130 €, jaz še nisem dobil majice, da bi bila kvalitetna, pač to, kakor je ta in zdaj 99 €. Pač, zdaj je taka cena, ne, z 29 € Asusov vrhunski top, se pravi model, race model, ki je, mislim, njihov najboljši model, ki ga lahko se dobi za tako ceno, lepa, da imaš en tak dres, magar, če imaš, pa si nisi navajen na tok. Hmaš. Tako, ne, jaz tudi vedno pravim, ta hmašni so te dresi, magar, da imaš enega, ampak res ti ga ni ti ga žal meta, ne, in to so dresi, ki jih res dolgo časa lahko nosiš, res se pere, suši vse, tako da ni to dres, ki bi rad razvlečen ali pa raztegnen ali pa ne vem kaj, ne, tako da ga imaš res lahko dolgo časa.
in pač ja, se splača zdaj res izkoristiti to varianto. Ja, tako da, evo, naslednji teden upam, da boste videli že kakšne komentarje od vseh, ki so testirali kolesa, kakšni se jim zdijo, tako da tisti, ki bi pa radi kolo naročili, se pa oglasite kle na Ziharlovi 10, pa gremo skup čez cel postopek, se pravi, kakšno opremo želite imeti gor itd. Kolesa so cenovno dobri 4500 evrov pa gor, to je že sta top obroči, zdaj če bi vzeli kakšne cenejše obroče, te obroči so zdaj vrednost okrog 1800 evrov na naši strani. Če bi imeli kakšne cenejše, se tudi da to gor. Je pa tako, da zagovarjam, da se kolo tudi zelo dobro pele, če ima le dobre obroče. Takoj, ko se da neke slabše obroče gor, je pač ta vožna izkušnja dosti slaba. To sem predvsem videl pri Pinarello F5, ko sem jaz to vozil z top obroči od Princetona, meni je bil kolo fenomenalen za voziti, sem bil čist presenečen, pa sem dobil pa kar od neki strank, ki ga vozijo, ki so imeli neke pač te osnovne obroče gor, kolo teži več kot kilo, in tam je logično, da se pač kolo ne obnese tako dobro. Tako da tukaj tisti, ki boste kupili, če mi boste zaupali, pol vam bom jaz pač definitivno ta set probal prodati, ker je za moje pojme v tem cenovnem razredu se res zelo veliko dobi, pa še Petri bomo dali naslednji teden za sprobati te obroče, da bo še ona povedala, ki ona čuti največje te razlike, ali pa čez 14 dni pa bomo pol imeli še en človek, da bo povedala. Tako da Noč, to je to, a imamo še kaj za omeniti? Ne, po moje, da so kar... Pri Human Performance Centru bo 15 minut do pol ure bo predavanje, pol naslednje pol ure boste imeli pa možnost jih vprašati čist karkoli želite. Tako da ja, pridite, pa bo pa predavanje klele v Velobaru zraven. Tako da ja, po moje bo to sploh za kolesarje, ki želite imeti čim več informacij, ki hočete biti izobraženi, kle imate res strokovnjake, ki na mesečni bazi imajo več 100 kolesarjev, ki jih obravnavajo in pač oziroma športnikov, tako da je definitivno zanimivo. To je to. To je to. Petra je danes ful zgovorna. Ne, danes upam, da se me ne loteva neč tako, ko imam nek slab občutek, ampak ja, mogoče malo manj govorim. Evo, do sobote bo zdržala, pa tudi čez en teden doma spi. Hvala, ker ste poslušali, pejte spremljati Vuelto. Če imate kakršenkoli vprašanje, komentar, zapišite spodaj, če hočete podpirati kanal, imate pa annual subscription 29,99 pride, pa imate pol še 5% popusta na vse stvari na naši spletni strani, tudi če so kakšne že znižene. Tako da, evo, to je to. Bodite fajn, čau. Se vidimo v soboto.